Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 28. maja 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Največji slovenski plaz je desetletja krojil življenje v Solčavi. Država pa je po poplavah leta 2023 začela novo fazo sanacije. Zaradi nasilnih pacientov v UKC Maribor uvedli gumb za pomoč. V ljubljanskem živalskem vrtu nova žirafja samička. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Macesnikov plaz v Solčavi ni le največji plaz v Sloveniji, ampak zgodba o življenju pod stalno grožnjo narave. Ogromno plazišče pod Olševo je desetletja ogrožalo hiše, ceste in prihodnost domačinov, ki so živeli z vedno pripravljenimi kovčki za evakuacijo. Po stari legendi naj bi v gori prebival zmaj Lindvar, ki bo nekega dne razlil vodo nad ljudi. Vode je v gori še vedno toliko, da strokovnjaki plazu ne morejo povsem ustaviti, lahko ga le nadzorujejo in upočasnjujejo. Po katastrofalnih poplavah avgusta 2023 so sicer stekla obsežna interventna dela, vredna 6 milijonov evrov. Z novimi hudourniškimi ureditvami, pragovi in drenažami jim je uspelo umiriti spodnji del plazu ter povečati varnost najmanj 20 hiš. A za domačine je zgodba veliko več kot gradbeni projekt. Zaradi vplivnega območja plazu so bili več kot 2 desetletji brez možnosti razvoja, gradnje in turističnih vlaganj. Danes je prvič po dolgih letih v kraj vrača občutek, da bi lahko pod Olševo vendarle živeli nekoliko mirneje in tudi varneje. Več v zgodbi Rozmari Petek na vcer.com. Osebje v urgentnem centru UKC Maribor je znova opozorilo na nasilje, ki se prevečkrat zgrne nanj ob nezadovoljnih, razdraženih, šovinističnih in praviloma okajenih pacientov. Predstojnik urgence dr. Gregor Prosen ocenjuje, da nasilja ni več, a tudi ne manj kot pred leti, kar bi si sicer želeli. Strokovni vodja zdravstvene nege na urgenci Jernej Mori je pojasnil, da so poleg prisotnosti varnostnikov na urgenci uredili tudi nekaj prostorskih sprememb, uvedli so denimo poseben gumb za klic na pomoč, ki ga lahko medicinske sestre na triaži, ki imajo torej prvi stik s pacienti in nad katere se zgrne največ gneva, pritisnejo v primeru nasilja. Minuli petek je iz varšavskega živalskega vrta v Ljubljanskega pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Ime je Pietruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki ga ima zelo rada, so sporočili iz Ljubljanskega živalskega vrta. Ob tem pa dodali, da imajo žirafe sicer zelo rade izrazite okuse. Žirafa, ki bo 7. julija dopolnila 2 leti, je zdaj visoka 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. Poje ogromne količine listja, saj še vedno pospešeno raste, so še povedali z Ljubljana. Pietruška je skoraj 1000 km dolgo pot, ki je trajala 17 ur, večino časa prepotovala stoje v posebni prikolici, na katero se je s pomočjo svojih oskrbnikov najprej navadila. Večkrat pa se je na skrbno načrtovani poti za krajši čas tudi ulegla, so še sporočili. Pietruška je pot in novo okolje dobro sprejela. Kot so pojasnili v Ljubljanskem živalskem vrtu, je ob prisotnosti oskrbnikov raziskovala notranje prostore in spoznavala novega soseda, žirafjega samca Rastka, ki se je prav tako razveselil. Trenutno sta še ločena, vendar se vidita, ovohavata in seveda tudi slišita, so pojasnili. 20-letni Rastko je lani ostal sam, saj je njegov polbrat Cveto, s katerim sta leta 2008 pripotovala iz živalskega vrta Olomouc na Češkem, poginil zaradi odpovedi ledvic. To je bil Večer zjutraj, 28. maja 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskanje in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugem ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.